Poleg Triglava je Celje še vedno edina ekipa, ki v tem prvenstvu nima zmage, nogometaši Olimpije pa so v zadnjem času v precej slabi formi, ampak v Celju so v zadnjih letih bili kar uspešni in morda je bila tudi ta tekma prelomnica v tem prvenstvu. Domača ekipa je igrala v rumenih dresih, Olimpija pa v svojih zeleno-belih in prav Olimpija je bila tista, ki je tekmo odprla precej bolje. Tole je že 5. minuta in prva priložnost za Ljubljančane. Omladič je meril nekoliko mimo desne vratnice, potem pa 23. minuta, prekršek za 11-metrovko. Na belo točko je pokazal sodnik Darko Čeferin in dosodil 11-metrovko za Olimpijo. Žogi je stopil Nik Omladič in bil izjemno natančen in učinkovit za vodstvo Olimpije, 0:1. Brez moči tokrat za Matica Kotnika. Tole je že naslednja akcija in hkrati tudi zadnja priložnost in najlepša akcija Celja v prvem delu. Niso bili nevarni domači. Podal je Zajc, z glavo je meril krepko prek gola Verbič. Drugi polčas in priložnost za Olimpijo za povišanje prednosti. To je fantastično storil Andreja Šporar in premagal Matica Kotnika za 0:2. Lepo preigravanje in tudi zaključek tega mladega napadalca Olimpije. Naslednja akcija spet za zmajčke, nova priložnost tokrat za Olimpijo, ampak domači so tale strel uspeli blokirati. Potem pa še enkrat slavje za Olimpijo. Zajko Zeba je fantastično izvedel tale prosti strel in povišal prednost na 0:3. Kratek zalet, ampak veliko bolj natančen strel Zebe, ki je premagal Kotnika še tretjič. Do konca tekme se je celjska ekipa skušala oddolžiti vsaj s častnim golom domači publiki. Najprej je odaleč meril Žagar Knez, Šeliga na pravem mestu, potem pa še enkrat velika priložnost za Andraža Šporarja, ki je bil sam pred vrati, tokrat je pravočasno svoj gol zapustil Kotnik. Tole pa je že 74. minuta, ko je Olimpija storila prekršek za 11-metrovko. Žogi pa je tokrat stopil Jugovič in zadev z nekaj težavami, ampak žoga je vendarle prečkala golovo črto. Blizu uspeha je bil bivši Celjan Aleksander Šeliga. Takole pa je žoga spolzela iz rok Šeligi in končala v mreži za 1:3. Do konca tekme pa je Olimpija prenehala igrati in Celje je bilo tisto, ki je bilo boljše. To je potrdil tudi Verbič in zadev za 2:3. Časa za preobrat je vendarle zmagalo, to je bilo hkrati tudi zadnje dejanje tekme. Na koncu v Celju 5 golov, Celje Olimpija 2:3 in nova zmaga za ljubljansko Olimpijo.